Lepo pozdravljeni. Pevka, ki je danes z mano, ne boste verjeli, ampak praznuje že 10 let svojega samostojnega delovanja in se v teh dneh zelo intenzivno pripravlja na svoj veliki koncert, ki bo 27. decembra v hali Tivoli. Ja, verjamem, da ste nekateri uganili. Ines, servus, živjo! Živjo! Tudi jaz ne vem, kdaj se je zgodil teh 10 let. Kako hitro, a ne? Ja, pa še ta korona, ki je malo vzela, veš, pa je že kratko. Ja, jaz rečem 8. Aha, si malo zbrisala. Ja. Ampak sicer je v bistvu to 10 let mineva, odkar si zapustila skupino Tako. Foxy Teens. Kako ste se takrat imenovali? Ja, Foxy Teens. Aha, mlajša prav generacija, isto, smo mlajša bile isti, pač brand je ostal isti. Tako da ja, nekako v bistvu 10 let, odkar sem izdala svojo prvo pesem. Tako, iskreno se pravi, ko sem se res podala na svojo pot. Je samostojna pot bistveno drugačna od delovanja v skupini, tudi kar se tiče samozavesti, ki jo pevec in pevka potrebuje? Ja, se mi zdi, da je bolj povezana z odraščanjem na splošno. Takrat smo bile le najstnice. Jaz sem začela v bistvu pri Foxycah pri 12 letih. Tako da smo bile res mlade punce. Itak se iščeš, po moje, celo življenje. V tem nekem obdobju, najstniškem še največ, pa tudi po moje tam do 30 ga imaš pač tisto res, ne vem, en okvir, ki po mojem približno vsaj večina ljudi se najde. Tako da jaz mislim, da sem dobila tam lepo popotnico. Sigurno sem pa največ zrastla in naredila na sebi v teh zadnjih 10 letih. Koliko še manjka do tega zaključevanja dela na sebi, do te 30-ke, o kateri govoriš? Ne, 30 sem že stara. Ja? Mislim pa se pravim, po mojem nikoli ne nehamo, pa tudi prav je tako, sej skozi rabiš neki novega, skozi rabiš neki fresh, zato da tudi sam ne obstaneš na nekem tistem, veš, kaj za kakšne rečemo, ta je pa res ostal v ne vem, v katerih letih, ker ne gre nič naprej. Jaz si pa želim, jaz pa skozi hočem neki novega. Tako da zdaj v bistvu tale 10. obletnica je tudi mal skok, da grem malo izven svojih, recimo, kako sva rekle, okvirjev. Se pravi, da probam nekaj novega, nekaj svežega, naprimer ples, šov, Tega se nisem nikoli lotevala, tako da evo, to je ena od primerov. Naprimer. Točno to je tisto, kar me najbolj zanima, ker vsi smo te vajeni iz odrov, vemo, da si polnila marsikakšne dvorane in tako naprej. Ampak ja, zdaj hala Tivoli je nekaj velikega za tebe, si mislim, pa še plesni spektakel se tudi, en tak šov se obeta. Ja. Zakaj si se odločila, da greš iz te klasične pevske vode še mečkano v te šov programe oziroma plesne ritme? Da se da mal izven cone obdobja, če si iskreno. Aha. Pa zato, da ponudim po moje vsem svojim poslušalcem, ki me podpirajo vsa ta leta, nekaj novega. Nekaj, kar se meni zdi, da mogoče manjka na slovenskem trgu, na tem recimo glasbenem področju. Se mi zdi, da je ogromno pevcev, mogoče pa manjka mal tega šova. Tako da sem se odločila, da probam pripeljati in narediti nek svoj koncept koncerta, ki bom pa zelo vesela, če se bo dober prijel, da ga bom lahko tudi naprej še kar ponavljala. Zdaj v tujini je takih šovov zelo veliko. Tudi svetovno znane pevke so v bistvu, lahko rečeva, da skoraj na vsaki koncertni turneji deležne, veliko plesalcev same zaplešajo in tako. Bi lahko morda potegnila črto s kakšno tujo zvezdnico, za katero bi rekla, tole bi si pa želela ali pa ona mi je pa vzor? Taylor Swift. Zaradi nje sem začela v bistvu kot najstnica igrati kitaro. In mislim, da pred 2 leti, ko sem si ogledala ta njen ta zadnji tour show, ki je bil tudi predvajan v bistvu v nekih kinih in tako, sem prav dobila tisto noval še bi igrala kitaro, ker vmes sem si pustila dolge nohte, pa pol to ni šlo, se vemo, kako to gre. In me je kar zagrabili nazaj in pač tisti, ki so spoznali ta fenomen Taylor Swift, lahko vidijo, da je dosegla neverjeten uspeh. Mislim, da je celo najbolj uspešna in tudi finančno najbolj uspešna ženska na svetu. Pa ti je pri njej všeč ravno to, da ostaja zvesta sama sebi? Ja, zelo je taka pristna, taka Taylor, taka se mi zdi, da naravna, občasno malo awkward, občasno
zanimiva, pa in plesalka, in seveda ona v bistvu avtorica svojih pesmi, kaj mislim, da je najbolj dela pristno, a ne? In ljudje pač zaupajo, vsi gremo čez neke podobne, po moje, stvari v življenju, izkušnje in oni se pa z njo poistovetijo. Kako zelo si želiš sama biti samosvoja? Zdaj, o čem govorim? Recimo, ko te vidimo na odru, te vedno vidimo v, lahko rečem, da odbitih outfitih, drugačnih outfitih. Se ti zdi, da je to že mečkano postal tvoj prepoznavni znak, ali te lahko kdaj doživimo tudi v bolj, dajva reči, klasični, akustični izvedbi? Tudi. Pa sej delamo različne stvari, ne. Mogoče se trenutno zdaj počutim tako. Jaz mislim, da se še vedno dosti mladostno oblačem, paše mi ta vibe. Se pa zgodijo občasno tudi kakšni nastopi, ki se pa tudi jaz malo bolj damsko oblečem primerno. Pa če paše da ti ni damsko, ja, seveda. Ampak tako, če paše na nek, tako kot si rekla, akustičen vibe, tako kot sem na primer izdala Mamišme akustično verzijo, pa paše se malo preloviti v neki drugi. No. Imamo pa seveda časa, da sprobamo vse živo. Ob 10. obletnici si izdala prirejeno priredbo, v bistvu, pesmi, ki so jo pripevale Foxice, Ranjeno srce. Zakaj ravno Ranjeno srce? Ali je bilo kaj ranjeno v letu 2024? 2024 ne, prej pa. Veš kaj, tako, v bistvu to je bila ena izmed mojih najljubših pesmi, če izločiva, naj pa da zdaj daš, ta je bila res velika. Ta je bila pa takoj druga za tem. In mi v bistvu v tistem času nismo nastopale, ne vem zakaj ne, ampak mi je bila vedno pri srcu. In zdaj, ko se je zgodil moment, da sem jaz bila, res sem malo v bistvu tako nostalgično pomislila nazaj, kje se je vse skupaj začel, zakaj sem na tej točki, kjer sem, kaj sem že vse dala čez. In mi je ta pesem ena izmed najljubših in mi je potegnila za sabo v bistvu eno lepo zgodbo. Čez leta je pa dobila pomen. Po besedilu. V bistvu, ko sem jo prebrala, besedilo, sem bila tako, tole je bilo pa enkrat v življenju napisano od začetka do konca vsako besedo zame. Tako da sem se našla, pa verjamem, da se bo še marsikatera druga. Zdaj se mi zdi, da so šli hitro pogooglati oziroma brati besedilo pesmi, pa reči, klele se Ines našla, klele, kaj se vse je dogajalo. Še bom ostala pri tej pesmi, video spot ste posneli zelo hitro v bistvu. 4 dni. Pa praktično res naredili wow iz tega video spota. Sem se potrudila. Tibor Golob se je podpisal? Ne, v bistvu jaz pa Matic Gabriel pod videoprodukcijo. Tibor je še pa sam zraven, pa kot fotograf. On je bil v bistvu moj, da temu reči, igralec, moj lover v tem spotu, pa valjda pač kot frenda, super smo se imeli. Najlepše, se mi zdi, da najlepši projekti nastanejo, ko gre ekipa s tabo, ki se ima fajn. Se pravi, ko narediš lepe spomine in pol se to nekako prelinka energijsko na cel projekt in pol nastane nekaj lepega. Glede na to, da je Tibor tvoj zelo dober prijatelj, verjetno ni bilo težko odigrati ljubezenski. Eni so rekli, ti ni bilo težko, če sta videla full best frienda, pa jaz tako, ne, lažje mi je bilo zaradi tega. Pač razumemo se in kaj pa, mislim, lažje bom z nekom, ki imam dobro vest, odigrala neke ljubezenske, pač, oziroma, da se imaš rad, predvsem to pokažeš. A sta kaj vadila prej? Ne, ker na licu mesta. Se je bilo smešen, parkrat smo se ker konkretno nasmejala, ampak na koncu je pač pristno, se sva sam vidva. Kaj so pa tiste, recimo, stvari, ki bi jih lahko izpostavila, ki se zgodijo na takšnih snemanjih, pa jih mi seveda ne vidimo, ne opazimo, ko gre kaj narobe, gre kdaj tudi kaj narobe? Ja, sigurno gre. Naprimer tle, pri tem videospotu smo šli smo na ranč, to je bilo, snemali smo v Turčiji, v Kapadokiji, izjemna, mislim, lokacija za pogledati, neverjetno je, vsak dan gre 200 balonov na dan v zrak, tako da zelo magično. In na tem ranču smo najeli v bistvu eno hordo konjev, ki so pač tekli mimo nas. In to je zdaj izgledalo tako, on jih je spravil na eno stran in pa je rekel, in oni so vsi naenkrat zatekali. Ti nisi vedel, kaj se bo zgodil, midva s Tiborjem sva se držala takole za roke in jaz sem ga tiščala, bo preživela ali kaj. V glavnem, zelo zanimivo, zelo napeto, ampak na koncu je pač dobila uspeh. Uspeh. Je bilo treba ta prizor kaj ponavljati? Ja, 3-krat, ja. 3 možnosti imaš, zdaj pa kaj dobiš, ne? Zdaj, če ti rata. No, eden izmed teh je konkretno ratal, tako da. Odlično, ni pa bilo nobenih poškodb. Ja, ne, hvala Bogu. Zdaj pa, če greva mečkano stran od tvoje glasbene kariere,
Veš, ko sem se večkrat pripravljala na en pogovor, sem razmišljala, da o Ines v bistvu vemo veliko. Torej, o tebi, kar se tiče kot pevke, vemo veliko stvari. Vemo, da si začela s petjem v hrvaškem jeziku, pa si takrat mogla kar pogosto odgovarjati na ta vprašanja, zakaj hrvaški jezik. Še vedno? Aha, vsak intervju. Vsak. Jaz te tega ne bom vprašala, da se ne bomo ponavljali. Te bom pa vprašala, bo zdaj več v slovenščini morda? Se zna zgoditi, seveda. Pač se sem že vmes v bistvu posnela tudi par slovenskih, mogoče se niso toliko prijel. Ampak želja sigurno je, da posnamem en duet s slovenskim glasbenikom ali glasbenico, bomo videli. To so moji plani, no, tako potiham. In sigurno še kaj. Mislim, da se je zdaj, če pogledava tako obdobje zadnjih 10 let, se je slovenska glasba spet končno malo bolj vrnila v ospredje. Ne vem, tisto obdobje, ko sem jaz poslušala Bebop, Foxy Teens, Game Over, pa tako je bil naval res dobre slovenske glasbe, pa itak že prej. Potem pa se mi zdi, da je malo mogoče ta srbski in hrvaški trg zasedel svoje mesto, zdaj pa se mi zdi, da se vračamo nazaj, kar je prav, hvala Bogu. Govoriva verjetno o pop glasbi. Tako. Okay. Pa zdaj res stran od glasbe. Okay. Tisto, kar sem želela izpostaviti, je pa to, da pa o tvojem zasebnem življenju pa res ne vemo prav zelo veliko. Razen to, kar nam pokažeš na socialnih omrežjih, recimo, da si zelo dobra prijateljica, kot rečeno, s Tiborjem, pa potem ne smeva na Davida pozabiti, pa na Niko, ki je bila tudi s tabo pri Foxicah in tako. A je namenoma to tako? Ja, je. Se mi zdi, da če preveč daš, mislim, se prav, malo se moraš siguren, da te ljudje spoznajo pa začutijo, to pristnost. Mislim, da to dozico jaz lepo doziram na socialnih medijih. Naprimer, kar se tiče mojih zvez in tako partnerjev, tega v bistvu nikoli nisem glih kaj preveč želela izpostavljati, ker konc koncev koga pa to briga. Marsikoga verjetno. No, ampak meni je pa sigurno lažje, da se o tem ne govori tudi v primeru, da se kdaj stvar zaključi, pa da te potem v bistvu nekako ne vlečejo še po medijih, pa da se še s tem bolj obremenjuješ. Pa nekaj je lepo zadržati zase. Jaz mislim, da če imam to svojo varnost, kjer se jaz počutim fajn, mislim, da mi je lažje, no? Da ne govorijo vsi o tem. Zdaj, se veš, da moram mečkan povrtati, ne gre drugače. Si imela kdaj občutek, da je bil partner s tabo ali pa ti naklonjen, predvsem zaradi tega, ker si Ines Erbus pevka, ki jo lahko vidi na odru? Ne. Niti si po moje tazga ne bi... sem privabila mogoče lahko, ker niti ne veš in ne poznaš človeka, ampak verjetno ne bi niti ostala s takim človekom. Po moje hitro začutiš to. Mislim, da moraš biti predvsem všeč zato, ker si takšen kot si, ne zato, ker počneš to, kar počneš. Kdo bo sedel v Hali Tivoli v prvi vrsti? V prvi vrsti so že rezervirani vsem moji najljubši fani, ki redno hodijo na koncerte, to so znani obrazi, ki so v bistvu čez leta postali že nekako skoraj da ne moji prijatelji in prijateljice. Tako da oni so si rezervirali. Bo pa prišla, lahko pa to povem, ker nekako nikoli ne more, ker je prepozna ura, pride moja babi. Wow. Tako da to bo zelo special moment. Sem rezervirala za njo tribuno, da bo lepo, če bo hotela, se bo usedla, ampak je taka zažurko, tako da po moje bo kar žurala. No. Da sta tudi zaplesati malo vmes. Moja babi ima TikTok, sem to, da ti še to povem. Tako da moderna babi. Tvoja babi ima TikTok? Instagram, TikTok. Pa kaj objavlja? Ja. Ona vse prej ve, kaj jaz končam nastop, ona že vse ve, kje sem jaz bila, kaj kdo objavil, kako je bilo polno, ni bilo polno. Včasih se mi zdi, da so naši starši, morda babice, detki, zbirali po časopisih, a veš, članke, pa potem dejali v mapo, tvoja babi pa verjetno shranjuje objave na TikTokih. Oboje, tudi tisto je delala takrat še za časa Foxy Teens. Zdaj pa spremlja me in zelo sem vesela. No. Tudi po njej imam naprimer to, da se zelo rada slikam. Vsi ostali mami, sploh ne, midve pa dajmo se slikati. Vsakič, ko pridem k njej, se mora poslikati, pa ona to objavi. Lepo. Zdaj si omenila mamo, kaj pa oče, je tudi tako fotogenično naravnan? Ona dva v redu, če se ima zazdi, se rada slikata na
načeloma ne toliko kot jaz. No. Kako pa one dva doživljata to tvojo glasbeno pot? Kolikrat te upozorita na kakšno stvar? Ja, oba sta v bistvu izhajata iz teh glasbenih vod, tako da sta mi dala veliko, recimo, napotkov skozi življenje. Oče mi je v bistvu tudi ful pomagal sploh v začetku kariere, brez njega v bistvu po moje ne bi mogla začeti tako kot sem, ker vsem rabaš tisti push, tako finančni kot tudi nekih poznanstv, in takrat se je sama kot recimo v 20 letih, se ne veš, kako se pogovarjati niti z ljudmi, ko prideš, oziroma to narediš po moje zelo naivno, no? Tako da mi je bilo fajn, da me je nekdo malo bolj pametno in z glavo peljal čez to, dokler pač jaz nisem v bistvu dobila dovolj svojih informacij in se naučila stvari in pol sama začenjala prevzemati v bistvu celoten ta poslovni del. No, mami pa tudi mi velikokrat pove, da je zelo, zelo ponosna, tako da lepo je slišati, da imaš podporo doma. To se mi zdi, da je najbolj važno. Težje je po moje tudi, naprimer, kakšnim glasbenim prijateljem, ko se pogovarjamo, ki mogoče te podpore doma niso imeli oziroma je nimajo. Je po moje malo težja pot. Kaj pa recimo pranje oblačil za na oder in podobne zadeve, je to dolgo časa mami počela? In dokler sem živela doma, moram reči, da ja, pol sva začele malo ena pa ena. Zdaj pa je pač seveda valjda vse na mene. Kaj ti je selitev od doma prinesla? Zanimivo vprašanje. Se mi zdi, da tista rahla samozavest v bistvu, ki si na svojem, ki ti še dodaten push, da zdaj pa pač res vse lahko narediš sam in si res sposoben vsega sam. Tako. Se spomniš mogoče, ne vem, prvega tedna, ko si se odselila, ali pa tiste prve noči, ki se mi zdi, da tista prva noč je vedno tako ful prijetna, pa hkrati kar malo čudna. Ja, malo čuden je bilo, ja. Ampak jaz sem se imela fajn, jaz sem plesala po stanovanju, sem bila srečna. To je po moje tisto občutek, ne vem kdaj, pri katerih letih je to bilo, mislim, da 24. Ali pa 23, nisem točno prepričana. V glavnem, veselje. Sam si. To je pač cel svet je tvoj. Dokler kdo ne pride na obisk. Ja, pa pride kdo na obisk. Pa kdo prespi, pa tako naprej. Ne? Ja, tudi to se zgodi. Prej si omenila naivnost, Ines. Bi zase lahko rekla, da si bila velikokrat naivna v svojem življenju? Ja, sigurno. Jaz sem zelo taka, jaz zelo zaupam ljudem, verjamem v to, da so vsi dobri. Želim verjeti. Mogoče sem se čez leta naučila, da mogoče pa niso glih vsi dobri, pa da ne bi verjela pa zaupala toliko, ampak moja narava je pa tako, da si vsakmu mislim, da je dober. Preden pač se ti mogoče zgodijo kakšne neprijetne situacije. Ampak ja, tako da velikokrat še danes stopam v bistvu situacijo tako, da res zaupam, pa sem pa tako, ja, ok, niso vsi glih tako super, kot si mislila, da so. V glasbenem svetu a je veliko rivalstva med vami mlajšimi, zdaj govorim pa na tej pop sceni. Hvala, kako si to lepo poudarila. Ja. Kaj pa vem, pa jaz ga ne začutim, jaz nisem taka, tako da jaz ga niti ne doživljam, tako jaz mislim, da je prostor čisto za vse, vsak naj se pokaže in dela to, kar želi, in jaz doživljam naprimer svoj uspeh zelo v bistvu subjektivno, jaz gledam, kaj sem jaz dosegla, ne vem, v teh 5 letih. Ne primerjam se nikoli, le kaj pa on dosegel, zakaj pa jaz nisem tukaj. Pa tako da jaz ga ne doživljam na tak način, verjetno kdo ga, ampak meni je super, no. Jaz mislim, da s tem problemom nimam. Kaj pa je tisto, na kar si najbolj ponosna v svoji, dajva reči najprej glasbeni karieri? Nase. Kot človeka, ne sploh kot bi zdaj gledala karierno, ampak na to, da sem v bistvu vsem tem času našla nek način, kaj zame pomeni, da sem srečna, oziroma kaj zame uspeh, če tako pogledam, je to, da sem srečna. Se pravi, če sem jaz v tem času bila srečna, pol se mi zdi, da sem bila tudi uspešna. Lepo si to povedala. Je pa tudi res, da lahko marsikakšen komentar na spletu preberemo na temo, da se nisi kot človek prav zelo veliko spremenila, kljub temu, da imaš
lepo kariero že za sabo. Še vedno si sposobna ob 4 zjutraj s prijateljicami hitro hrano pojesti v avtomobilu na parkirišču in podobno. Deva reči, mogoče, da nisi, a se temu, kako bi se pravilno to rekli, da nisi vzvišena. Veliko ljudi, veš, to je bilo zanimivo, preden me spoznajo osebno, si naredijo neko predstavo, ne, tisto sklepanje, preden človeka spoznaš, in veliko ljudi pravi, ti ona pa zgleda ful vzvišena. No, jaz pač sebe itak ne doživljam tako, pa ko me spoznajo, ti si pa čisto v redu, ti si pa čisto normalna, ok, ne, tako da, ne vem, mogoče neka prezenca sigurno za ljudi je, a ne, mislim, mogoče si malo bolj zrihtam, pa se pojavim, pa se v petkah, pa tako sigurno ne dostopaš do vsazga, pa ga kar pozdravljaš na cesti, a ne, pa si naredijo tisti mogoče zid, ki ga vidijo, ampak pa, ko te spoznajo, pa hitro ugotovijo, da si pač čisto kot vsak drug človek. Pa tudi verjetno se lahko zelo poistovetiš s svojo publiko, glede na to, da je tvoja publika praktično skoraj enake starosti kot si ti, a ne, in se mi zdi, da je tudi tukaj mogoče potem lahko še ta večji connection. Ja. Ker jih morda bolj razumeš. Sigurno. In tudi oni mene. Mislim, da smo si, že ko sem začenjala, so v bistvu bili pod odrom moji vrstniki, to se prav spomnim. Zdaj vidim tudi veliko mlajših, sicer se ta publika širi, zdaj, če pogledam, ne vem, izpred 10 let pa zdaj, imam zdaj publiko od, ne vem, 14, včasih tudi mlajši pridejo, tudi otroci, če pridejo starši, pa tja do 50-60, ne, prej se je pa tista glavnina nabirala lih pri moji generaciji. Ne. Kako pa je s temi zabavami, ko recimo prideš kot presenečenje? Delaš takšne stvari? Delam tudi to, ja. Občasno, ne zdaj glih, seveda imam rajš nastope z bendom, ampak se mi zdi, da sem pa kaj pa tudi ni nič narobe, ne, če kakšnega lepo preseletimo, pa mu naredimo en lep spomin, tako da, ja, tudi. Kaj so to takrat večinoma tvoja generacija? Ali? Ne, pa so čisto različni. Aha. Se pravi, 20-letniki, 20 do 30, rojstni dnevi, pa imamo pa tudi 50-letnice, pa verjetno pa tak v bistvu zaključki, no, teli decembrski, pa tudi v bistvu cele firme, no, dajmo tako reči. Zdaj, glede na to, da mi opisuješ, kdo je tvoja publika ali pa recimo neko starostno skupino, kam bi jih lahko uvrstila, a je glasba lahko podobno ali pa enako, kot če se gremo neko podjetništvo? Se pravi, koliko pri glasbi ti, kot pač pevka, razmišljaš podjetno v smislu, tole jim bo pa sigurno všeč in moram zdaj narediti točno tako, čeprav morda meni ni najbolj, ampak vem pa, da bo njim. Koliko je te neke matematike v zadnjem? Lagala bi, če bi rekla, da je ni. Sigurno, če živiš od tega, jaz mislim, da tudi tisti, ki nočejo priznati, sigurno kalkuliraš malo v glavi, kaj bi bilo ljudem všeč, pa tudi mogoče skozi izkušnje, ki sem jih jaz dala čez, lahko predvidem, tale pesem na tak način bi pa sigurno bolj zapalila. A ne? Ali pa ne vem, že sam primer, hrvaški jezik, ne? Pač sigurno sem razmišljala na ta način in tudi sigurno bom, ker pač živim od tega. Je pa seveda najlepše, če se pač zgodijo stvari spontano. Za tiste, ki so avtorji svojih pesmi, je to veliko bolj lažje, ker se pač sami sebe dajejo ven čez to in doživljajo se ful bolj subjektivno. Se pravi, jaz sem tako zdaj začutila, ali pa v tem primeru jaz sem se povezala s tekstom Ranjeno srce, ne, in to izpade veliko bolj naravno in tako spontano. No, zdaj si sama omenila hrvaški jezik. Kdo te je takrat recimo nagovoril? Takrat se je dosti tega poslušali, jaz sem bila pač najstnica, hodila sem ven žurat, mi smo poslušali ful hrvaške glasbe. Pa tudi mislim, da smo v Sloveniji tako pozicionirani, da pač nekako smo že celo življenje povezane s tem, pa hodimo na morje dol. Meni je bil blizu, tudi ful bolj spevan jezik je in na koncu po nekim razmišljanju, jaz sem imela že tudi slovensko besedilo napisano, pa po, ne vem, tudi moj oče je šel v pare klube, pa sva pač pol razmišljala pismo, to bilo pa nekaj novega, to bilo pa nekaj fresh. Se mi zdi, da je ljudem vseeno zanimivo, če je nekaj drugače, kot so že videli, a ne, in smo rekli, dajmo probati, bomo videli in je nekako požela uspeh. Si takrat
bila pripravljena na vse te komentarje, oziroma a je bil mogoče oče tisti, ki je potem naredil en tak varno zavetje okoli tebe, da ne, te to sem ni se preveč... pa že prej naučila. Aha. To pa sem se naučila v skupini Foxy Teens. To nam je pa bivši menedžer, v bistvu se prav spomnim, rekel je, dokler se govori, je vse v redu. Ko se neha govoriti, takrat je nekaj narobe. Ampak ko sem bila si stara 12 let. Tako je. Takrat nekako mislim, da smo dobile v bistvu te glavne popotnice, česa v bistvu, kaj sprejeti od publike, kakšne komentarje, kjeri komentarji ne ti pridejo do živega in kjeri ne. Smo si pa ful različni ljudje. Naprimer, moji Niki so velikrat prišli veliko bolj do živega kot meni. Jaz za neke stvari, ne za vse, tisto, kar mi je pomembno, nisem, ampak sem pa dosti tak flegmatik. In me take stvari ne prizadanejo. Jaz pač tam, ko naredim zid, ko rečem, tole me pa ne sme, to me ne bo. Ne. Medtem, ko smo si zelo različni. Je pa to verjetno mečkam pogojeno tudi samozavestjo, ne? Seveda. 1A. No, tukaj pa lahko potrkam in se zahvalim staršema, ker pa mislim, da sta mi v nekem pravem momentu odraščanja dala pravo ljubezen oziroma kakorkoli vzgojo, ki me je naredila tako, kot sem, in moram reči, da se že od vedno počutim dovolj samozavestno. Sigurno je s tem pogojeno, ja. Dovolj veliko mero. Ampak kako je bilo pa potem tudi kasneje v šoli? Ne? Zdaj, seveda si izstopala v razredu, bila si nekdo, ki ga je poznala, deva reči Slovenija, pa ki si pač nastopala, to je takrat bilo verjetno seveda za tvoje sošolce zanimivo, drugače, ali pa čudno, ja, točno tako. Takrat so zagotovo tudi kakšni zlobni jeziki bili znotraj teh. No, vište, spet ta primer. Smo se seveda pogovarjali, ne, s Foxicami. Jaz sem imela odličen odnos s svojimi, zame bi nekaj rekla, ti si bila popularna. Naprimer, ona se je skrivala po omarah doma, nje ni bilo do tega, da bi šla v šolo, nje je bilo to tako tumač. Isto David, naprimer, ona dva sta se oba tako počutila, kot da jih mogoče sošolci niso toliko sprejemali na ta način, jaz pa tega feelinga nisem imela, jaz sem se nekako razumela z vsemi. Tako da tisto obdobje sem šla kar lepo čez, sigurno so se tudi, valjda, se na vsakega otroka spravljajo. Name so, naprimer, na tablo so napisali Ines, jaz sem Ines Dimnik Erbus, kot ime za umetniško ime, pa sem Ines Erbus. Ne? Tako da oni so napisali gor Ines, pa so narisali Dimnik, R pa avtobus. Ampak meni to bilo, jaz sem se pa zraven smejala, meni je bilo to zanimivo, meni je bilo to zabavno, jaz se s tem nisem preveč obremenjevala. Ne. Ja, medtem ko bi verjetno koga drugega pa to lahko zelo prizadelo. Ja, tako. Zdaj omenila si Niko pa Davida, da sta imela drugačne krize v svojem odraščanju. Kako pa danes gledate vi trije skupaj na vse to? Kolikrat se nasmejite na ta račun? Velikrat. Pa zdaj mogoče tudi predelujemo stvari za nazaj, ne? Se spravim, tako, kot sem rekla, mislim, da okrog 30 leta, predtem, malo potem, začneš malo drugače gledati na vse skupaj, pa mogoče malo analizirati svojo otroštvo, pa zakaj je nekdo tak, kot je, pa zakaj je prišlo do tega, ne? Tako da tudi mi to delamo. In ja, mislim, da smo se vsi razvili v neke dost dobre in uspešne posameznike in tudi en drugmu si dajemo to podporo skozi, to prijateljsko. Sigurno ne bi bilo tako, če ne bi en drugmu v bistvu tega držali, ker se vsem razumemo, pa gremo čez iste probleme, pa iste stvari. Tako da smo ena taka ful trdna skupinca prijateljev. Še malo več nas je, nismo sami trije, ampak imamo to lepo zavetje, ki smo si jo sami naredili. To je v bistvu tako izbrana družina, bi jaz temu rekla. Ker jaz nimam... Uroš in Tjaša tudi pašeta zraven, ja, ne? Tudi. Pa Tibor, evo, ista. Tako, pa še neki taki, ki mogoče niso tako poznani, ampak izbrana družina. Jaz, naprimer, bratov pa sestra nimam, tako da sem si našla druge. Si jih prisvojila. Ja. Kako pogosto sodeluješ s Patricijo Pangeršič in koliko njenih akademij si že dala sama čez? Ja, več sem jih dala na začetku, v bistvu, dokler je ona še učila oziroma trenirala, no tako privat, sem k njej hodila. Jaz porabam ta privaten stik, jaz sama, da bi zdaj... Iskreno sem si kupila jaz tele njene treninge, ampak to ven ne rata, preveč sem lenuh. Jaz moram imeti nekoga, ki je zraven. Ja, to tudi večkrat lahko vidimo, ne, na Instagramu, da mora biti nekdo, ki bo rekel še 5-krat, ker če ne bo šlo. No ja, takrat sem začela s Patricijo, zdaj imam pa Lauro Škvarcevo, tako da nadaljujem.
Je ona tista, ki skrbi potem za to, da imaš ti dovolj kondicije? Ja, zdaj se pripravljava, pa zraven pojeva. Trenirava, pa moram petne, ker se moram navaditi, da bom plesala in pela. Aha, kako težko pa je to? Zelo. Zelo, ampak sem rekla, da se bom imela tam, če ne bom mogla, bom imela pa bekice, bojo one malo poduplirale. Tistih plesnih delih. Ne. Koliko pa je teh res plesnih? 8 točk imam. Aha. Zdaj bom pa videla, kako bom lahko oddelala zraven, jaz se bom potrudila maksimalno. Želim v bistvu biti na koncu na to ponosna. No. In zaenkrat kaže, da bo čudovito. Zelo zanimivo. Punce so, to je plesna šola Plac, izjemne, pridne, delovne in mislim, da si tudi one zaslužijo, tako kot sem govorila v bistvu z njihovo ta glavno trenerko, tudi neke odre, ki jih mogoče v bistvu nimajo niti možnost dobiti. Ful imamo mi dobrih plesalcev v Sloveniji in veliko plešajo in v Srbiji in po tujini in tako pa Hrvaškem znanimi v bistvu zvezdami. V Sloveniji pa malo tega primanjkuje. Zdaj ne vem, bomo videla, bo finančno to se pokrivalo, ker je vseeno to zajame res velik budžet, in zdaj bomo videli, če bo ljudje to podprli. Ker tukaj se v bistvu skriva, po moje, caka, zakaj se tega toliko ne prakticira v Sloveniji. No. Ker na koncu je še vedno potem v zadnji računica. Ja. Ne. Ampak bilo pa po moje zelo lepo, da damo to publiki ta šov in tudi veliko ljudi bi v bistvu tega lahko na koncu zaslužila. Ne. Podoben šov se mi zdi, da je Nina Pušlar že naredila, sicer z manj, tudi so bile plesne točke, ampak se mi zdi, da je pri njej bil res en tak, bom rekla, glasbeni spektakel, res nekaj drugačnega. Pri tebi pa ne vem, zakaj imam občutek, da bo pa tako sekala energija od vse povsod. Ja, zato, ker sem to bolj jaz, ne. Vsak imam nek svoj, iskreno nisem si šla pogledat, ful mi je žal, ker nisem imela časa, bi šla pogledat od Nine koncert, ta šov, na koncertih sem bila že na mnogih. In se mi zdi, da ima ona nekak tak lep, recimo svojo smer, svoj stil. Pri meni pa sigurno, če primerjava, malo bolj tak energičen, ne? In mislim, da se bo to tudi poznalo, ne samo na plesu, tudi na celotnem šovu, no? Kaj se bo dogajalo. Prej sva že majčkeno naredile povezavo s svetovno znanimi pevkami. Zdaj, recimo, ena tistih, za katero sem prepričana, da si jo tudi ti poslušala, ko si bila najstnica, je recimo Britney Spears. Ne? Ona je imela res zelo veliko tega nastopanja, kjer se je pač veliko plesalo in tako. Njena zgodba se zdaj odvija v res neko smer, v čist drugo smer. Ja. Si se kdaj sama pri sebi, recimo, ne bom rekla bala, ampak mogoče ustrašila tega pritiska javnosti, kaj, vem, da smo mi Slovenija, vem, da je to povsem druga zgodba, pa vendarle ste pod pritiskom. Ja, nekako mislim, da zato, ker sem že tako mlada začela spoznavati ta medijski svet, da mogoče nimam, ne vem, nekako sem navajena tega, nimam tega feelinga, da bi to bilo zame zelo psihično naporno, ker se znam obvrvati, znam si ta zid narediti, ki je pač meja, kaj lahko pride do mene in kaj ne. To, kar si prej razlagala. Ja, tako da jaz tega feelinga jaz zase nimam. Lahko se pa zgodi, se nikoli ne veš, ne. Zato pa tudi v bistvu ne puščam sebe v popolnosti, da se dam. Ne? Jaz dam tisto, kar jaz menim, da želim dati ljudem, in to je ta moja energija in to, kar jaz dam na odru, skozi pesmi, skozi, ne vem, projekte, ki jih delam, skozi videospote, tle se v bistvu zelo veliko dam, v temu zelo uživam. Ampak kar se pa tiče mene kot osebnosti, pa sigurno me čez to spoznavajo, ampak tisto pa zadržim zase. A pa si kdaj imela strokovno pomoč, recimo v času svoje kariere? Prej si omenila, da recimo s prijatelji obdelujete. To je že ena vrsta. Ja, terapija, ne? Ja. Kaj pa takšna strokovna? Sem šla 5krat, lih po enem velikem razhodu, ne morem tako reči, ampak da bi zdaj tako prav redno hodila, ne, nisem imela feelinga, da rabim to. Je pa to ena izmed stvari, ki bi jo vsakmu priporočala, vrhunsko. Pač, če želiš delati na sebi, ne, če si ti na točki, ki si pripravljen, da želiš, ne vem,
delati na sebi, še kakšne stvari razglabljati za nazaj, ali pa da ti pomaga pri nečem, če začutiš kakšno stisko, ali pa kakorkoli, ne, odvisno na katerem področju, se mi zdi odlična stvar. Jaz bi jo vsakmu priporočala. Res, toplo. Kaj ti je takrat najbolj pomagalo? To, da si lahko nekomu povedala vse, kar čutiš v sebi, ali ti je takrat pomagalo to, da ti je nekdo svetoval, kako čez razhod? Meni bolj, jaz sem zelo taka, jaz vsem povem, ko grem jaz čez karkoli, moji prijatelji so tisti, ki bojo slišali to 10-krat vsak. Tako jaz predelujem stvari. Ne? No, tukaj, ko sem pa šla, sem pa dobila po moje neko znanje, podkrepljeno s takim profesionalnim znanjem, tisto, kar sem že vedela, pa podkrepljeno s tem in pa jaz, ko stvar razumem, grem lažje čez njo in ko sem dobila to, sem jo res do potankosti razumela in pol je zame, da je čez noč vse jasno. Jaz sem takrat predelala stvar. Ker razumem, grem naprej. A potem tudi nasplošno v partnerski zvezi tako deluješ, da lahko zelo hitro odrežeš? Ne, odrežem? Sem se už rekla, da lahko zelo hitro predelujem. Ne, to pa po moje, če imaš človeka rad, zares rad. A veš, zakaj to sprašujem? Zato, ker se mi zdi, da zdaj smo malo v enem takem, živimo v enem takšnem svetu. Grejo si tako hitro naprej. Grejo zelo hitro naprej, oziroma zelo hitro narazen. Noben se več ne trudi. To. Ja. Ne, jaz mislim, da če imaš človeka rad, iskreno, ne moreš iti kar tako hitro naprej. Mislim, sigurno rabiš par mesecev vsaj, da za tiste res ta hitre, da predelajo. Ne? Ampak ja, nasplošno pa smo tako, noben se več ne trudi. Mislim, da vsak je zmožen sam se preživljati, mogoče tega v preteklosti ni bilo in zakaj pa jaz rabim to, grem sam naprej. Pa da najdeš novega. Ker je po eni strani malo žalostno. Ne vem. A si kdaj domov pripeljala kakšnega fanta, za katerega veš, da očetu in mami ni bilo najboljše, da je prišel? Ne. Aha, ne. Jaz sem imela en komentar, ne smem povedati, ker bom oče očrnila. Ne bom nič povedala. No, dej povej, zdaj nas vse zanima. Ne bom. Vzamem nazaj. Je bil nek komentar na nekega fanta? Je bil nek mogoče neprimeren komentar z njegove strani na začetku, pa je nekaj rekel, pa sem rekla, ja, točno to je. No in pol se je hitro prevadil. Tako da to so te neke zakoreninjene po moje vzgoje iz preteklosti, ki jih ima vsak, pa pol itak moraš iti, ne vem, svetom naprej. Tako. Pa so imeli tvoji fantje do zdaj tremo spoznati tvoje starše? Po moje ja, niso toliko pokazali, kakor sem imel. Jaz sem začutila, da so imeli, ampak ja. Jih pa ni bilo toliko veliko. Tako. Ki bi spoznali tvoje starše. Ja, ni bilo to. Kaj je tisto, kar te osrečuje v zvezi? Smeh. Da me zna nasprotnik nasmejati. Tako bom rekla, partner. To mi največ pomeni. Pa neka pač toplina, varnost. Ampak predvsem ta del. Jaz mislim, da se moraš z nekom, ki greš na to popotnico življenja skupaj, da te mora predvsem znati nasmejati, pa spraviti v dobro voljo. Tista zaljubljenost hitro lahko pol mine, pa rabiš nekoga, ki je tako partner, ki te bo gor držal čez leta. In sploh v tvojem poslu podpiral, verjetno. Ja, no to tudi. Tudi to je res. Ja. Veliko ljudi ne razume mogoče tega posla. Ja, verjetno bi tudi težko ne morejo razumeti. Z nekom, ki bi bil pretirano ljubosumen. Sem dala že to čez, v eni izmed prvih zvez in sem hitro v bistvu ugotovila, da to pa ne bo šlo. Takrat se mi je to tudi ful zamerilo. V bistvu nekdo, ki je ljubosumen, se obstaja neka zdravo ljubosumljanje, ampak nekdo, ki je res konkretno ljubosumen, pa meni to enostavno ne gre. Jaz nisem taka, naprimer, v takem poslu pa sploh ne, kje pa de. Se bi človek ustrgal, ki bi razmišljal, kva vse jaz delam, kljub temu, da grem naprimer na stop, oddelam svoje, grem domov, ampak tisti, ki imajo to težavo, si ustvarjajo marsikatere zgodbice. Bi ti lahko imela partnerja, ki bi bil prav tako iz glasbenih vod? V smislu, glede na to, da veš, kaj vse to za sabo potegne. Veliko lažje bi bilo, ker bi me razumel. Aha. Ker razume potem ta posel, razume, da se jaz vrnem domov, ne vem, včasih tudi o 5 zjutraj. Nekdo, ki ne razume, pa tega ne pozna, ne more vedeti, mu je zelo čuden lahko. Istočasno pa spet, ja, zdaj pa je tukaj odvisno, kaj je, če je glasbenik,
po mojem malo lažje, govorim član benda, ne igraš neki inštrument. Zdaj pa, če bi bil pa pevec, pa to še nisem doživela, ampak velika večina prav, da to pol ne gre. Da pol do nekega rivalstva pride, kera kariera zdaj v spredju, nekateri se daje več prednosti. Ker na koncu, ko sta dva doma, sigurno v nekem obdobju, cilj je seveda, da dva istočasno rasteta, ampak najbrž ima neko časovno obdobje en prednost, pa drugo, pa kako se je sta zmenila. Mogoče se pa potem pokompenzira na tak način, da se najprej njegova kariera gradi, potem pa, oziroma ravno nasprotno, njena, pa ona zanosi, ideš. Ne, se njena mal gre na pauzo in je potem ona vrsti, da se mal hecam. Ja, ampak delaš kdaj kakšne takšne plane, v smislu, kdaj pa bi bila takšna priložnost za mene? Ne. Jaz sem zelo tako go with the flow človek. Se pa vidiš nekoč z otročki? Se vidim, ampak se mora prvo najti v bistvu tudi nek človek, ki se bom v tej, recimo, obliki videla z njim. Trenutno lahko rečem, da sem samska. Evo, da bom skrivala. Tako da nekako zaenkrat ne, ampak jaz si pa želim. Sigurno enkrat želja. A se počutiš kdaj, ko nisi na odru, pa ko si sama s sabo, pa zdaj, ko si ravno omenila, da si samska, a se počutiš kdaj osamljeno? Ali znaš biti sama s sabo? Znam biti sama s sabo, pa tudi mislim, da zelo hitro si najdemo v bistvu, recimo, družbo prijateljev, da se ne počutim, če se v momentu počutim osamljeno, smo zelo tako tesno povezani, tako da že dolgo, prvo, ko si zdaj omenila, res dolgo se nisem počutila osamljeno. Ja. Ker verjetno ste tudi 24 ur na dan povezani s prijatelji na vseh možnih kanalih, si mislim, ne? Ja, mislim, najbolj uživam takrat, ko smo in real time skupaj. To prek socialnih medijih, to brez veze, to je v bistvu samo bolj kot ne delo, kaj drugega. Pa po telefonih valjda, če je nekdo nadaljavo, ne. Koliko je pa recimo tega prepletanja v tvojem primeru, se pravi, pevka kot takšna, pa zraven še malo tega influencerstva? Ja. Ful sem se tega izogibala. Pred leti sem jaz sem pevka, jaz ne bom mesto, ne. No, pa sem bila tako zelo hvaležna nekemu, ne vem kaj, glasu v sebi, ki je rekel, ne, pa daj ti vse to vzamne, ker pa je prišla pa korona. In v bistvu za tisti čas je to bila stvar, ki je mene preživljala. Tako da pa nekako eno z drugim, če znaš to dobro shendlati, kot si ti rekla prej, pogledati tudi malo poslovno na vse skupaj, pa vidiš, da so bolj kot ne prednosti, valjda se pa omejiš, ne? Kaj vzameš, kaj ne, da ni zdaj tega preveč, da nisem na koncu res sam influencer. Prvotno je pač glasbena kariera v ospredju, to pa delam zraven. Ja. Pa imaš tega veliko? Pa kar ja, čez teden. Pa take stvari, ki tudi mi super fajn pridejo, naprimer avto, ne. Mislim, se bila neumna, če bi rekla ne. Ja. Tudi zato, da dejansko lahko varno hodiš tako, po nastopih. Nastopih. Se sama voziš? Ja, ne vedno. Velikokrat gre menedžer zraven. Občasno pa tudi prijatelji, pa si naredimo tak izletek, pa se imamo fajn. Takrat se vam zelo super, ker je že ta vibe, oziroma recimo pred nastopama, ne, to druženje naredi svoj vibe in pol to tudi preneseš na oder. Ines, katera je najbolj nerodna stvar, ki se ti je kadarkoli zgodila na odru? Nerodna? To še pri Foxicah, kaj sem padla z odra. Pomaj sem bila stara 13. Takrat sem kar konkretno padla. Kaj pa potem kasneje, recimo, ko si bila na solo poti? Nerodna, prav ekstra nerodna pismo. To je že neke rutine za mano, da nisem je niti tako dojela nikoli. Ja, ne. Naprimer, velikrat mi pravijo, a boš pila? Ne, jaz pa ne pijem. Jaz pa na odru ne pijem. No, zdaj ti bom vedela, kaj je bila nerodna. Ne na javnem nastopu, na neki v bistvu privat zabavi, kjer sem bila jaz kot gostja povabljena. Se pravi, bila sem del gostov, se pravi, to je bila čist neka naša, recimo, prijateljska zadeva. No, in jaz sem jih že 5 spila. In pa so bila, dej, boš pela. Ne bom. No, pa sem pa le prepričala. In naslednji dan, ko sem jaz te posnetke videla, Bože. Jaz sem mislila, kako jaz dobro pojem. To je bilo tako zafušano vse, da sem rekla, evo, zato ne pijem na nastopih. Vem, zakaj ne pijem, ker bi bilo to bi bilo pa sramotno. Koliko je pa recimo med samim koncertom kakšnih
nespodobnih povabil ali pa ti zdaj rečeš, ojoj, teli pa so? Med samim koncertom niti ne toliko, pred in po razna sporočila dnevno. Dnevno. Enkrat se je zgodilo, to ne bom pozabila, pred 6 leti v nekem klubu, ker smo bili vsi res, res natlačeni. Je enemu fantu ena roka ušla. Tako da to pa je edino, kar se je zgodilo. So pa zelo, mislim, glede tega se v bistvu zelo pazno, imamo veliko varnostnikov, pa tako da ne pride do takih stvari. Ker to so lahko zelo, zelo neprijetne. Pa dobro, zdaj to seveda, da ima nekdo predolgo roko, nasploh je prehudo, ampak že to, da bi recimo kakšno pivo poletelo na oder. To se pa zgodi. To se zgodi. Velikrat smo stran z ograjo zavarovani, pa kakšen meter razlike, tako da tle ni take frke. Piva se polivajo, to je dejstvo. Enkrat mi je pa en vrgel kozarec. To je bilo, naprimer, to je bilo pa grozen. Pa ne takole, ta je že kar v redu, še malo bolj masiven kot tale. In je letel direkt v mojo glavo in jaz sem se sam zadnjo sekundo umaknila, ker ta bi mi pa lahko zobe razbil. No. Kakšni so to takrat občutki? Ok, ustrašiš se, kaj narediš? A si prekinila? Ja, sem tudi povedala svoje. Ne. Se nisem vedela, kdo je vrgel, ker v tisti množici pač ne vidiš, ampak sigurno pač moraš se postaviti zase, kaj pa boš. Pa se varnostniki hitro preletijo, ampak to je tako. So nočni nastopi in tam se marsikaj lahko zgodi, to je veliko pijanga folka in se na koncu on ne ve. Verjetno je bil on tako pijan, da je pač vrgel, ker se njemu to zdaj smešen. Lahko se pa stvari težke zgodijo. Pa da ne bova zdaj tako negativne, imaš tudi sicer super publiko, ki... Velika večina nastopov, dajva tako reči, izjemno vzgojena publika, bom rekla. Ful se imamo fajn. Pač pridejo žurat, pridejo pozabiti na stvari. Se imeti fajn in tudi jaz se vam zdi mi fajn. Katera stvar se je recimo zgodila v zadnjih 10 letih, ko sva ravno pri tej obletnici, pa bi recimo za njo rekla, da si se iz nje res nekaj naučila in si ne želiš, da se še kdaj ponovi? Ja, dobra. Da nam spet zajadrala v težke teme. Ful se mi zdi, da se ne nehamo učiti. Skozi se učimo na novo in novo. Sem se pa naučila, da z nekaterimi ljudmi ne bom več sodelovala. Tako kot mogoče sem takrat naivno mislila, da to pa je, da pa vsi hočejo samo dobro. Velikrat sem spoznala, da je ful res veliko egoizma v tem poslu, pa se ne samo v tem, v marsikaterem, pa velikrat z moške strani. Ampak v kakšnem smislu egoizma? Veliko moških, ki želijo izkazovati moč nad ženskami. Tako, poslovno. Ja, no tukaj. To, naprimer, tega je veliko. To lahko povem jasno in glasno, da sem spoznala in sem se tudi zdaj nekako obkrožila z ljudmi, ki pa mi ustrezajo. A pa to moč misliš v smislu, da bi ti nekdo narekoval, kako moraš delovati kot pevka ali pa kako moraš poslovno delovati ali v kakšnem smislu moč? Ja, tudi med drugim, ampak premoč v smislu samo jaz sem ta, ki ima glavno besedo, jaz bom to, tako se bo naredil, kot je želim, jaz vem. Ti bi mogla tako, ti bi mogla tako. Pa finančno, pa tako, pa taka neka izsiljevanja, tako. Lahko izpade zelo grdo, no. Pa se je momentalno mogoče nekdo ne misli niti tako, ampak na koncu, kad črto potegneš, pa ne samo nas, tudi v tujini se tega ful dogaja. No. A bi lahko rekla, da je takšnega obnašanja veliko med menedžerji? Je tudi, lahko tudi. Niso samo menedžeri, si ti sodeluješ z marsikoma, ne, pa imaš potem v bistvu neke producente, pa avtorje, pa tako. Ampak na koncu vedno pridemo do neke točke, da ne vem zakaj, ampak še vedno so bili to moški. Z ženskami nisem imela skoraj nikoli težavno, smo se zelo hitro zmenile. Z moškimi pa veliko. Koliko pa danes, 10 let kasneje, pri takšnih poslovnih odločitvah še vedno odloča recimo tvoj oče ali pa reče, dajva narediti raj tako? Koliko je še vedno te dvojine? Že dolgo ne, ga pa še vedno vprašam za mnenje, ker se mi zdi, mislim, mi njegovo mnenje dosti pomeni, ker je vsem dal toliko svojih izkušenj, on je pa že pismo se je že skoraj 40 let, odkar je pač v glasbenem poslu, mogoče zdaj ne več tako aktivno, kot je bil, tako da mi dejansko pomeni to mnenje, ampak nekako od leta
Po moje 2016, se pravi, ko sem jaz končala v Znanem obrazu, takrat sem nekako začela prevzemati večino teh poslovnih delov tudi sama. Odločitev. Ja, odločitev predvsem. No. In očitno se odločaš zelo pravilno, glede na to, da je tukaj Hala Tivoli čez en teden, 27. decembra. Torej, kakšni so zdaj le občutki en teden prej? Stresno je, to nam lagala. Ful sem dobila velik respekt do organizatorjev, ker se tega prej nikoli sama nisem lotevala. Ful se pa tudi izjemno veselim, ker je ogromno dela za mano, ogromno neprespanih noči in na koncev še vedno pol mi publika da to nazaj, da imam občutek, da je bilo vredno, da je bilo poplačano. Tako da se veselim v bistvu tega nekega, po moje, nekih novih vrat, ki se odpirajo s tem dogodkom. 27. decembra, torej v Hali Tivoli, ampak kaj pa pol? Silvestrovo, a boš kaj počivala? Naslednji dan imam takoj nastop. Zelo pametno smo to naredili, zmatrani bomo ful. Pol pa v bistvu Silvestrovo želim si ga praznovati na plaži, na Maldivih, iskreno. Zdaj bomo videli, če se bo to išlo, če ne grem pa takoj po novem letu. Rabam oddih. Jaz imam že noter napisan v koledarju, Ines ne obstaja 10 dni. Aha, torej takoj po novem letu ali celo pred že, upam. Kdo pa gre s tabo? Prijateljica. Aha. Ja. Tako, tisti, ki smo frej. Pičimo pa gremo. Ines, najlepša hvala, ker si prišla. Vem, da imaš zelo natrpan urnik, zdaj le en teden torej pred koncertom. Ja. Čim več, sploh ne vem, kaj naj ti zaželim, ne kondicije, ne plesnih pravih korakov, ampak čim več uživanja na odru ti želim. Hvala. Lepo vabljena. Hvala, se vidimo.